Pozdravljeni, sem Beti Burger in to je podcast Na robu. Tokrat govorimo o mejah umske in fizične zmogljivosti. Predstavljajte si, v hrib hodite že več ur, telo je utrujeno, zmanjkuje vam sape, energije in na eni točki se vprašate, kaj mi je tega treba. Z mano sta Mateja Šimic, nekdanja vrhunska triatlonka, prva Slovenka na olimpijskem triatlonu, in Anja Deželak, rekreativna ultramaratonka, sicer grafična oblikovalka. Lepo pozdravljeni obe dve v našem studiu. Torej, mogoče, če začnemo res pri tem občutku, ki sem ga omenila, torej trenutku, ko se pojavi dvom ali vprašanje, zakaj mi je tega treba, zakaj to počnem, ali ga vidva prepoznata iz lastnih izkušenj, kako je bilo pri vas, mogoče Mateja, ko ste bili še najbolj aktivni, kako je bilo pri vas, ste se soočali s tem? Ja, dvomov nisem imela, enostavno zaradi tega, ker kar sem delala s srcem in to me je tudi ustrečevalo. Smo pa kot skupina, s to ekipo, ki sem delala, vedno imeli nek cilj, naprimer glavni cilj, naprimer olimpijske igre. In da sem dosegla ta glavni cilj, smo mogli razdeliti na neke vmesne cilje. In vmes sem se v bistvu zmeraj fokusirala na ta proces, da sem te vmesne cilje dosegala. Tako da, kadar bi prišlo do kakšnega takega vprašanja, zakaj mi je to treba. To največkrat prišlo, takrat, ko si bil res fizično utrujen, že pomagal potem nek pogovor ali pa mogoče dan aerobike ali pa sploh prazen dan brez treningov, in drug dan si se počutil že v bistvu čisto prerojen. Pa mogoče prva, Anja? Mislim, če sem iskrena, se to vprašanje tekom kakšnega dolgega teka zelo velikokrat pojavno, kaj mi je tega treba. Ampak mislim, da je v vseh teh urah se to dostikrat izmenja. Se pravi, med tistimi fazami, ki ti je fajn, ki ti je udobno, in pridejo tudi te faze, valjda, ki rečeš, ko to delam, ampak veš, da za to fazo sledi spet nekaj boljšega. Tako da se mogoče večkrat vmes vprašam, sploh jaz sem pač rekreativna tekačica, je to čisto nekaj drugega, ampak imam pa zmer en in isti odgovor, da to delam zato, kar lahko, ker marsikdo mogoče nima te šanse, in sem vesela, da je, moje telo sposobno to delati, da je moja glava na mestu in imam pol za taka vprašanja zmer en in isti odgovor. Ste kdaj razmišljali tudi v bistvu o tem, kako pravzaprav športniki imate čisto drugačen prag bolečine? Naprimer, zdaj tudi vem, da Anja, ko ste v enem podcastu rekli, da ste izgubili na eni tekmi 8 nohtov, to so vse tudi, mislim, že telo je pod, na obratih, na velikih obratih, več ur skupaj, Ste razmišljali kdaj o teh svojih pragovih bolečine? Jaz osebno sem potem res bolj po pogovorih pa to ugotovila, da imam zelo visok Okej, ko so drugi povedali. Meni je to normalno, ampak da če lahko, pač treningi, ki jih opravljaš, so težki, na treningih trpiš, in moraš iti čez ta prag bolečina, in takrat se znaš fokusirati na nekaj drugega, da greš čez ta prag, pač na kaj se naučiš trpetno. Ja, mogoče tudi pri meni zelo podobno. Pa kako pravzaprav telo takrat deluje, na tem robu zmogljivosti, kaj se mogoče vseeno dogaja v glavi, recimo, če sta bile zdaj mogoče na olimpijskih igrah ali pa mogoče na tem ultra Ironmanu, ki ste ga prej omenili, kaj so tiste misli, ali sploh teh mogoče misli ni, se vidi samo cilj, kje je ta meja med v bistvu trpljenjem, užitkom? Na samih tekmovanjih, takrat, ker res težko, jaz se prav fokusiram, oziroma sem se fokusirala na naslednji korak, na proces. Naprimer, če bi začela sredi kolesa, mi je bilo najtežje razmišljati, kje je šele cilj, še kolo moram pa pol še 10 kilometrov preteči, to bi bilo zelo težko, ampak se pol osredotočam, zdaj je ta klanc, treba ga je toliko in toliko vati odpeljati, pa čim bolj spočiti, pol že spet paziti, da kje ne padam, naprimer, pa da ješ dovolj, piješ dovolj, odvisno od pač pogojev, in greš pač
korak za korakom in na koncu prilezeš do konca. Ne? Ampak če bi pa res v tistem momentu razmišljala, koliko je še do cilja, tistem trpljenju bi bilo po koncu. Tako da poskušam se osredotočiti na to, pač ta proces. Ja. Korak. Anja? Ja, mislim, jaz mogoče bolj triatlon meni ni toliko domač, ker sem recimo na neki teki in tam je tudi, take mini cilje si vmes postaviš, od okrepčevalnice do okrepčevalnice, pa tam imaš kak suport, pa ti dajo kako dobro besedo, te spreletijo tudi tiste misli, koliko kilometrov je še do cilja, to je fajn, da čim prej izklopiš, Kaj je bil tisti najdaljši tek že, ki ste ga pretekli? Najdaljši tek je bilo 100 mil v Hrvaški Istri. Mislim, ker to si sploh ne znam predstavljati. Tam je bilo, tam sem se pa res vprašala, tam telo ni čisto zraven sodelovalo. In pa sem si mogoče večkrat rekel, kaj je tega treba. In je bilo tudi kar veliko trpljenja vmes, več kot tistega užitka. Ampak na koncu, ko pa vidiš, da pa prideš v cilj, pa da zmoreš čez vse to, je pa tudi to ena nagrada, pa si pa rečeš tudi tistih 8 nohtov riskiraš. Ja, to, da greš čez tebe, točno to. Ampak je kdaj pa tisto vseeno, kako mogoče vesta, verjetno zelo dobro morate poznati svoje telo, kdaj je dovolj, da kdaj mogoče ne gresta z glavo skozit, da je mogoče kdaj nek napredek ali pa še dodatna ura treninga recimo na teden ali pa dodatnih 5 ur na treninga, da ni potem več napredek, ampak mogoče tveganje za poškodbe, mogoče pri vrhunskih športnikih za konec kariere. Sta kdaj razmišljala tudi o tem, kdaj pa je mogoče telo pod prevelikimi pritiski, da tvegata? Moj oseben cilj na splošno v športu je bil, da dosežem svoj optimum. Da v bistvu da na neki tekmi res pokažem, da sem fizično najbolj sposoben, sem svoje zmožnosti. To je bil moj cilj. In zato sem se pač pripravljala. In leta 2016, naprimer za olimpijado, ko sem se pripravljala, sem trenirala ogromne količine, približno 35 ur na teden. In to je bilo res veliko. Tenis je bilo že res na meji, a bo prišlo možnosti za poškodbo. Ampak v tem procesu sem prav želela sodelovati. Na Riju sem bila res fizično izjemno pripravljena in takrat sem vedela, to je to. Po tistem nisem želela nisem imela več notranje motivacije, da bi poskušala več. Prvič jim še ni več sodelovala, tako sem bila stara že 36 let. Vedela sem, da če bom naredila še majčkeno naprej, da bom šla čez rob. In takrat sem se jaz tudi odločila, da se bom počasi poslovila od vrhunskega športa. Takrat sem se odločila, da zaključim svojo športno kariero. Ker vodila me je ta misel, do tega maksimuma, optimuma, da pridemo. Ni bilo pomembno, ali bom svetovna prvakinja, ampak da pridem do tega svojega optimuma. Kar lahko moj telo da. Mislim, tukaj pri meni je zadeva dosti drugačna. Tukaj je verjetno tudi ta razlika med, če neka stvar počneš rekreativno ali pa če počneš vrhunsko. Jaz ne morem dati cela sebe v nek tek, zato ker imam še, službo in ostale stvari in se zmeri to dojemala kot način življenja in se mi zdi, sem se čez leta tudi zelo navadila poslušati sama sebe. Mogoče je fajn, da tudi na nek način malo odrasteš in ne poslušaš vseh teh pritiskov iz okolja, koliko je treba, kdaj je treba, zato ker če nekaj počneš za sebe, se mi zdi, da je najbolj važno, da poslušaš sebe. In se mi zdi, sem si zdajle tudi, da sem se prepričala v to, da če se mi kak dan ne lupa ali pa če se ne počutim, jaz tega ne rabim nujno, ker nisem vpeta v ta šport profesionalno, in si dovolim, da delam tudi kdaj nič, pa da grem takrat, ko mi paše, mogoče malo več teč, pa kdaj pa malo manj. In se mi zdi, da če si rekreativc, je pa res zelo važno, da sebe poslušaš, da prepoznaš svoje telo pa svoje potrebe. Itak ima pa vsak človek ima tukaj čist neke druge meje, koliko je sposoben pa koliko ne.
Zdaj, ko ste glih omenili, ne, rekreativce, v bistvu se včasih zdi, glih dan za tudi rekreativci, ne, trenirajo zelo sistematično, da imajo mogoče nekateri že tudi opremo, ne, Ja. ko smo se pogovarjali po telefonu, vrhunsko v stilu kolesa Tadeja Pogačarja, ne. Ja. Kje je tu na nek način ta meja, ne? Kje vidite razlike? Seveda, Mateja, vi ste bili v vrhunskem športu, Anja, vi ste rekreativka, ne? Kaj potem tu loči, ali pa da se mogoče res nekdo odloči, da bi šel celo iz rekreativnega v vrhunski šport? Razlika je v regeneraciji, čisto vam povedala. Če treniraš, moraš tudi pač počivati. Zdaj, a je to spanje, a je to pač pravilna prehrana, je to fizioterapija, masaža, so to kakšna stretching pa druge vaje, ne. Enostavno, vrhunski športnik bo temu posvetil čas. Rekreativci pa delajo med vsakodnevnimi opravili, službo, družinskimi in enostavno ni časa. Iščejo tiste trenutke, da lahko trenirajo, pa da v bistvu niso potem preveč odsotni od doma, ne? In na račun svoje regeneracije. In tukaj vidim največja razlika. Drugo lahko kupaš, opremo, če imaš denar, lahko kupaš. Znanje lahko kupaš. Imamo tudi rekreativce, ki so izjemno fizično zmožni. Tudi eni imajo ogromno motivacije, tudi notranjo motivacijo, da bi naredila, ampak največja razlika je pač čas regeneracije. Ja, pa mislim, da je pri vsakom tudi važno pač, kakšne prioritete si v življenju postavil, ne. Mislim, moja prioriteta nikoli ni bil šport. Bila je neka, bom rekla, nuja v življenju, ni bila pa nikoli prioriteta. In jaz nikoli ne bi dala, sploh zdaj ne, tako tudi zdaj nisem več najmlaj, niti ne bi mogla, da cela sebe v športa, ne. So še druge stvari, ko mi mogoče v življenju več pomenijo, no. Enem pa pač šport pomeni tista pika na i in daje vse v to. Zdaj, ne, triatlon je zelo specifičen šport, sestavljen iz 3 disciplin, ne, plavanja, kolesarjenja, teka. V zadnjih letih zelo je popularen postal tudi ta Ironman. Kaj so vzvodi, da se nekdo preizkusi v več športih, ne samo enem, ne? Že biti dober v enem športu je izziv, kaj šele v 3? Kaj so bili mogoče vajini vzvodi? Mateja, kako ste vi pristali v triatlonu? Jaz sem začela kot plavalka, ne. In potem sem na naših šolskih krosih vse zmagovala, tako da zelo hitro je šlo gor. In potem sem šla na eno triatlonsko tekmo, pa sem zmagala v Sloveniji. Pa sem kupila, starši so mi kupili pri 14 letih tekmovalno kolo. En mesec sem trenirala, sem šla na mladinsko evropsko prvenstvo, ne, čisti outsider, jaz sem vodila do zadnjega kilometra, ne, sem mislila, da so se drugi zgubili, ne. Mislim, tako, ne, v bistvu rečemo, Zelo naravno. Ja, zelo naravno je bilo, ne, in na koncu sem bila druga, praktično me takrat aktualna mladinska evropska pa svetovna prvakinja, ne. Tako da potem sem rekla, to je pa nekaj zanimivega, ne, ni samo štetje ploščic v bazenu, ampak si zelo veliko narave, ne, to me pač pritegnilo, ne. Dejstvo pa je, da triatlon je izjemno zdrav šport, sestavljen iz 3 aerobnih športov, ne, in če ga seveda trenira zmeraj, je to izredno zdravo, ne. Ironman, zakaj se odločil za Ironman? Oziroma, mogoče vi povejte, zakaj se ne bi odločil za Ironman. No, tako bom rekla, na splošno, kakor gledam, vseh letih, ko sem gledala, ne, sploh za rekreativce govorim, so pač to odločali, predvsem zaradi fizičnih zmogljivosti, izziv je bil, ne, mentalne, pa tudi je konec koncev nek socialni status. Enostavno, z Ironmanom se lahko ukvarjajo ljudje, ki imajo dober finančni status, urejeno pač finance in pa seveda čas. Sem rekla, več kaj treninga, več je regeneracija, ne. In to je to, no. Jaz osebno
Z Ironmanom nisem imela stika. Zmeraj sem tekmovala sprint po olimpijske distance, to govorimo 1 do 2 uri. Tudi nastopala sem na olimpijskih igrah v olimpijski, torej 2 uri. In pol je pa najbolj pogosto vprašanje, ko sem pač naznala, da bom zaključila z vrhunskim športom, oziroma v olimpijski distanci. Ja, kdaj bo začela pa Ironman? Sem rekla, nikoli. Od tega nekaj, kar je dlje, kot 8 ur, ni zame. In skratka, res je, da se lahko zaradi enega kruha največ naješ, ampak zdaj enkrat še vztrajam pri njem. Okay. Anja? Ja, jaz sem pa tukaj druga perspektiva. Jaz sem se tudi malo sprobala v triatlonu, brez da bi vlagala ful nekega truda in pač kakor sem sproti zmogla te 3 discipline trenirati, moram reči, da sem zelo slaba plavalka, ampak to, da sem preživela tiste kilometrine, kolo mi je domače tek pa sploh in bolj sem se zaradi tega odločila, da vidim pač, če to zmorem, oziroma kaj to prinaša. Nikoli mi ne bi bil poraz, tudi če tega ne bi zmogla, pa če bi vmes rekla, pač ne gre, to pa ni zame. Ampak mi je uspel in pol sem se lani preizkusila tudi v ekstremnem triatlonu, kjer imaš plavanje v reki, pa pol kolesarjenje čez neke prelaze, pa na koncu trail tek, kar sem vedela, da meni osebno to še bolj odgovarja, ker je tempo mogoče se spet drug. Manj ljudi, več narave, vsega, se mi zdi, da sem se čist našla. Meni pa strašno ustrezajo tekme, ki so dolge, ker se mi zdi, da tam lahko dejansko glavo odklopim od tistega vsakdanjega narenja, pa hitenja, pa vsega in se sfokusiram samo na tisto stvar, ki jo v tistem trenutku počnem. Ampak kje pa potem človek najde tisto energijo, zdaj po tistem plavanju v mrzli reki, recimo, pa potem še teku, kolesu in na koncu še tek? Ne vem, jaz sem itak vedela, da če bom preživela do tistega teka, mi bo najbolj lušen, zato ker je to vse moja taka primarna disciplina v teh stvarih, ampak saj pravim, jaz nikoli teh stvari verjamem, da če bi si zastavila nek časovni okvir ali pa neko željo, bi ta stvar bila popolnoma drugačna. Jaz pa pač to želim sprobati, da vedem, kaj to za mene prinaša, pa kaj zmorem. In mi je to čisto zadostna pač potrditev, ne rabim biti, ne vem, ful uspešna, pa ful hitra, pa ne vem. Se koliko je te obsedenosti s temi in rezultati primerja, zdaj dan že ima vsak Stravo, primerja se rekreativci, merijo rezultate, v vrhunskem športu je verjetno to nek čisto normalen del spremljanja seveda svoje poti, svojih rezultatov, kaj pa kot rekreativc, Anja, vem, da vi ne spremljate najbolj, kako je, kaj pa... Ja, malo sem upeta v to, ampak saj jaz sem že rekla, jaz se malo kdaj bojim tistega decembra, ko vsi objavijo tele print screene Strave, koliko kilometrov je bilo narejenih, pa to je meni kar... Mi je fajn, zato ker to je lahko nekomu ful velika motivacija za naprej, ampak nekomu, ki pa mogoče ne zmore toliko, ne vem, ali časovno, ali fizično toliko pretrenirati, pa videti pa tiste brutalne kilometre od ljudi, ki jim pač kaj naredijo prekleta, je lahko pa tudi breme. Tako da jaz nisem preveč upeta. Spremljamo valjda svoje treninge, pa svoj čas preživeti aktivno, ampak bolj zaradi sebe, da vidim mogoče, ali napredujem, ali nazadujem, ali sem tam približal, kakor sem bila. Ampak nisem pa nek fan teh številk, pa kilometrov, pa vsega. Medtem ko v vrhunskem športu je to pač... Ja, ko sem bila v vrhunskem športu, je bilo to zelo potrebno. Že zaradi samih analiz treningov, pač to pa trener vse analiziral, da je pa vedel, kaj še napredek, oziroma v katero smer morajo pač iti treninge. Zdaj pa, jaz nimam Strave. Imam uro, ko ima začetek, lahko pritisnem start, pa stop in to je to. Ne pišem treningov, ne spremljam treningov, pač trenutno nekako imam plan, naprimer, če se za kaj rekreativno pripravljam, pač tako osebno, imam nek plan, ampak ne pišem, ne delam planov, ampak grem po svoji intuiciji.
Zdaj, ta vrhunski šport zahteva veliko osredotočenosti nase, ne. Koliko je bilo recimo v tem času, mogoče pripravah na Rio, tudi te mogoče osamljenosti, kakšno vlogo pri tem tudi igra ego, ki je seveda nenazadnje nujno potreben pri športu? Dejstvo je, vrhunski šport je res specifičen način življenja, ne. Zahteva, planiran ga imaš do minute, no. Takrat je trening, po treningu je je treba nekaj pojesti, iti na drug trening, a ne, po drugem treningu je kosilo, na primer, zdaj govorim čisto konkreten primer, a ne. Po kosilu je potreben počitek, a ne, in pol je že popoldne, a ne, še tretji trening narediti, a ne, in potem samo čakaš posla, a ne, mislim. Tako da jaz nisem nikoli čutila, da sem osamljena, ne. Za določene treninge sem imela sparing partnerje, a ne, in zvečer, a ne, je bilo najtežje v bistvu čakati na čas, da greš v posla nazaj. Tako da nisem Ni časa za druženje. nekih socialnih Pa zdaj mogoče, če gledate za nazaj, se vam zdi to zdravo? Tako, v smislu, vem, da ste rekli, ne, da že v osnovi vrhunski šport v enem intervjuju da ni zdrav, ne. Zdaj, ko gledate nazaj, mogoče ravno na ta tudi socialni vidik, oziroma to, da komaj čakaš, da padeš v posteljo, zdaj z distance, kako gledate na tisti čas, na to? Ja, takrat druge variante ni bilo, a ne. Dan imaš 24 ur, če treniraš 5 ur, pa imaš za spanje namenjaš 10 ur, a ne, zelo malo časa ostane za druge, ne. Plus tega, da je treba še razmišljati vse druge zadeve, ne. Logistične, organizacijske, a ne. Konec koncev, jaz sem, ko sem se že pripravljala za London, a ne, sem imela otroka, a ne, sina, tako da v bistvu sem imela dve prioriteti, a ne. Ena je bil seveda sin oziroma družina, druga pa treningi, a ne. In sem handlala samo med tema dvema zadevama. Tako da ni bilo časa za nekih socialnih druženj, pa tudi nisem imela potrebe, no. Kako pa mogoče rekreativka gledate na to? Je ravno to tisto, kar mogoče rekreativca še bolj tako nekako žene, saj vrhunski športniki delajo pa na takšen način, ali niste o tem niti razmišljali na to? Mislim, jaz nikoli nisem o tem razmišljala, da bi na tak način delala ali kakorkoli, niti nisem imela možnosti, vas je tako občudujem, da ste to sploh sposobni. Marsikdaj si misliš, ne vem, kaj si na kolesu, pa si rečeš, da bi to zares profesionalno počel, ampak če pogledaš širše sliko, vidiš, da ni to samo užitka, ne, da je to ogromno enega garanja, ne, da prideš do takih rezultatov in do tega nivoja. To ni samo vsak dan se malo peljati s kolesom. To je neke vrste služba, ne, in jo moraš predano početi, takrat nema druge stvari, tako da jaz nikoli kot rekreativka nisem se hotela primerjati ali pa strmeti k temu, no. Se ravno to je problem, ne, pri mnogih vrhunskih športnikih, ko končajo kariero, ne. Nekateri že zelo zgodaj, res ta izguba identitete, kaj početi zdaj, kako se prezaposliti oziroma kje najti službo, ne, kako ste to doživeli sami? Sicer pravite, da ste res vedeli, da dosegli ste optimum svoj, zdaj počasi greste, ampak vseeno je pa bil verjetno ta občutek, mogoče del izgube te neke identitete športnice vrhunske, ki ste imeli, ne vem, praktično celo življenje ste trenirali, ne? Ja, po prvi olimpijadi 2012, ne, takrat je bilo zelo intenzivno, zaradi tega, ker sem mogla opraviti kvalifikacije v enem letu, druge punce so imele 2 leti, ne, in je bil res ogromen uspeh, da sem se uvrstila kot prva Slovenka na olimpijske igre, ne, tako da sem samo fokusirala se na olimpijske igre. In ko je bilo to mimo, naenkrat pam. Naenkrat ni bilo cilja, naenkrat je bil prazen prostor, kaj pa zdaj, ne, in to je bilo kar težko obdobje. Ravno zaradi tega, ker prej nisem imela časa pred olimpijskimi igrami za določene zadeve urediti, ne, tako da takrat so se začeli kopičiti problemi, jih je bilo treba reševati, ne.
In je bilo eno težko, tudi depresivno obdobje, ne, ampak čez to sem šla, ne, pač sem trmasta in sem šla čez ne. Tako da potem, ko je prišel Rio, ne, po Rio sem videla, zdaj se bo zaključila moja sezona, moja športna kariera, kaj bom delala. Na srečo, jaz sem imela že opravila univerzitetni študij biokemije, tako da sem se že malo spogledovala z službami, kje bi pa lahko delala, kaj bi pa mene veselilo, ne. Pa še ena stvar je, pač odločila sem se, da nočem v to brezno padati in sem se prav namensko odločila, da bom zaposlila svoje možgane. In sem se tako naenkrat odločila, jaz bom šla pa študirati, ne, in sem hotela doktorski študij z biomedicino pisati, ne. Pol so seveda moji kolegi iz faksa rekli, to je toliko specifično, daj prvo razmisli, kaj boš delala, boš ostala v biokemiji, boš dala v športu, ne, pa se pol odloča, ne. In sem pol vpisala študij menedžmenta v športu, tako da, ker sem ga potem kot za hobi zraven službe še zraven pol delala, ne. Z 10, ne, čeprav vem. Ja, ampak bilo mi je res, zaradi tega mi je bil lažji prehod, no. Zaradi tega, ker sem našla neke nove cilje, definitivno pa še to je bilo, tako kot je že Anja omenila, takrat so se spremenile tudi prioritete, ne. Recimo, zmeraj je bila družina na prvem mestu, to je dejstvo, ne. Pol so bili pač treninga, tekmovanja, šport, ne, socialna druženja, bolj tam Na podno. ne. Ampak pol se je pa spremenila, ne, šport definitivno je šel bolj navzdol, ne, in šport je zdaj v bistvu neke vrste svoboda, gibanje, rekreacije, zato da se ti endorfini, da si srečen, ne, da se sproščajo ti endorfini, ne. Tako da predvsem jaz sem se osredotočila na tem, da sem svoje možgane usmerila v druge vode, no. Tako da nisem razmišljala o tej samoti, no. Koliko pa je še vseeno to, da ste vseeno bila prva Slovenka, ne, v triatlonu na olimpijskih, del neke identitete, ste vseeno identificirate kot olimpika? Ja, lahko rečem, da sem olimpika, ne, to ne more vsak reči, ne. Drugače pa to, kar sem delala kot vrhunska športnica, je bilo to takrat zame čisto normalno. Pač jaz sem se samo osredotočila na proces, ne. Važen je bil proces, ne. Cilj je pa, končen rezultat kot cilj, ne, je pa pol samo od sebe prišel, ne. In to poskušam tudi zdaj naprej v življenju delati, da se osredotočam na proces, ne. Saj cilj ni v življenju, da si srečen, pač če se osredotočen na proces, boš srečen, ne. Samo od sebe do sreče pa ne boš prišel, no. Koliko pa so res drugače pomembni ti motivi za šport, za udejstvovanje, ne? Torej, ali treniramo iz veselja, discipline, mogoče bega pred nečim, ali je na koncu tudi, če tako gledate, pomembno samo, da se tole giblje, mogoče vi tudi ste biokemijske, ne vem, je pomembno, kakšni so motivi? Ja, definitivno, ne. Notranji motivi so izjemno pomembni, ne. Sem že prej omenila, ne, moj notranji motiv v celotni športni karieri je priti do te točke, da rečeš, to je pa moj optimum, fizični optimum. In do tega sem prišla. In potem pač nisem imela ne želje, niti nisem bila pripravljena več vlagati v toliko časa, energije, truda, da bi dosegla še več. Zaradi tega, ker sem vedela, da ne bo šlo, no, da bo šlo čez tisto mejo, no. Motivi so pa zelo različni, ne, pač osebno moj je bil ta notranji motiv, ne, in se pač želijo dokazati sebi ali pa okolici, ne. Povedala sem tudi že prej, da socialni motiv je tudi en velik motiv lahko, ne. In pa po drugi strani, no, Ironman zahteva ogromno časa, ne. In na žalost, no, kakor sem gledala, tudi ogromno ljudi pač gre v Ironman zaradi tega, ker beži od nečesa, od drugih problemov, ne. A ste videli kdaj bežale pri teku ali pa pri športu od česa?
Samo s časom, drugače pa ne. Ne, bežim se mi zdi, da ne pred čim. Mi pa si govorim predstavlja ta Pobeg. rekreacija, mogoče nek odklop, ker sem že prej rekel, tega vsakdanjega življenja, ne vem, če je tolih beg pred nečim. Sej, ko priješ nazaj z teka, so problemi še skozi isti, sam hlavo in mogoče bolj sveža, pa pol drugače razmišljaš. Pa prav se mi zdi, no, da si aktiven, pa da ohranjaš nek tak zdrav življenjski slog. To se mi zdi kar pomembno. No. Zdaj, rekordi v športu padajo, ne? Nedavno je bil maraton pretečen pod 2 uri, ne? Tudi razbijajo se vedno bolj ti miti o zmogljivosti ženskega telesa. Ste imeli mogoče vidve, kdaj sami občutek kot ženski, da so mogoče na vaju gledali kot na šibkejše v primerjavi z moškimi, oziroma menite, da se bodo te razlike v športih, v rekordih, kjer še vedno v večini športov so, začele počasi brisati oziroma premikale? Dejstvo je, da med moškimi pa ženske so neke fiziološke razlike, ne? In na to ne moramo vplivati. Ne? In po eni strani smo ženske dosti bolj, tako bom rekla, dosti več lahko trpimo. Mi imamo višji prag bolečine, ne? Tukaj se lahko pač zmanjšajo razlike, ampak razlike bodo ostale. No? Tako da bi brisali rekorde ženskih pa moških, pa bile pač uniseksne. Ne verjamem, da bo do tega prišlo. Jaz se tukaj tudi zelo strinjam. No. Opažam pa, da v teku, sploh recimo na dolgih razdaljah, se ne udeležuje recimo toliko punc, kakor pa fantov. In zdaj tudi razne skupnosti podpirajo ženske pri dolgih tekih in omogočajo razne bonitete, pa take stvari, da bi se odločile, pa šle mogoče kako ta stvar sprobati, ali pa ne vem, imajo kako podporo na okrepčevalnicah, malo drugače se jih podpira. In se mi zdi zanimivo, ne, da v bistvu pride neka punca na nek daljši tek, pa je deležna pol, ne vem. Malo pozitivne diskriminacije. Spomnim se, da smo enkrat na eni tek bili 120 km v Kranjski Gori in je bila taka malenkost, ampak je bila fulušna, da smo punce prve štartale. Iz prve linije, recimo, se nam dal kao fantje prednost in je bil tak dober moment je bil, no. Zdaj, mogoče za konec, ne? Zdaj, če gledate na svoje največje dosežke ali pa nekaj, kar ste vidve sami dojemali kot velik dosežek, sta takrat svoje telo razumeli predvsem kot neko sredstvo, ki ga je treba natrenirati, disciplinirati do te mere, da bo pač vama dalo nek želen rezultat, ali ste ga vedno dojemali kot nek dom? Vsak napor pomeni, tako bom rekla, da gre telo pač iz ravnovesja. Ne? In naša naloga, zdaj zelo tehnično gledana, je, da spravimo telo nazaj v ravnovesje. Ne? In definitivno je treba skrbeti za njega. Se tvoje edina stvar, s katero lahko premaguješ vse napore, ne? In je treba skrbeti za regeneracijo, s počitkom, s prehrano, z masažami. Ne? Skratka, telo je tempelj. Če ne deluje telo, potem pride lahko zelo hitro do poškodb, bolezni. Enostavno, eno telo imamo, eno zdravje imamo, če ga tukaj pač poistovetimo, in je treba skrbeti. Mogoče Anja, kaj dodali? Jaz sem sama pri sebi si želim, da bi te stvari, ki jih počnem, rada počela čim dlje. In se mi zdi, da če ne bom že zdajle ali pa že nekaj let nazaj začela skrbeti za svoje telo, pa se poslušala, pa skrbela za vse te stvari, kaj Mateja rekla, se mi zdi, da nismo na pravi poti. Če pa skrbimo, pa delamo v pravo smer, pa da bomo še dolg časa lahko to počeli, je pa dobra naložba. Mateja Šimic in Anja Deželak, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala. In hvala vam, dragi poslušalci in poslušalke, gledalke in gledalci, za vašo pozornost, pa lep pozdrav do prihodnjič.